razglašam. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem za zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije na seji 5. aprila 2012 odločilo, da zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, Uradni list Republike Slovenije številka 91/11, zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, Uradni list Republike Slovenije številka 91/11, zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, prav tako Uradni list Republike Slovenije številka 91/11, zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, Uradni list RS številka 91/11 in zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, prav tako Uradni list Republike Slovenije številka 109/11, niso v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o ustavnem sodišču. Odločbo je sprejelo 7 glasovi proti 2. Proti sta glasovala sodnika Dajzinger in Zobec, ki sta dala odklonilni ločeni mnenji. Kot sodnik poročevalec bom sedaj navedel bistvene razloge za sprejeto odločitev. Ustavno sodišče je v tej zadevi na podlagi zahteve Državnega sveta moralo odgovoriti na vprašanje, kakšen pomen ima razpust Državnega zbora za njegov ustavnopravni položaj oziroma kaj pomeni razpust Državnega zbora za nadaljne izvrševanje njegovih ustavnih pristojnosti, zlasti za opravljanje zakonodajne funkcije. Državni svet je glede tega izpostavil dva očitka. Po eni strani Državni svet meni, da z razpustom preneha mandatna doba Državnega zbora in posledično tudi njegova zakonodajna funkcija. Zakoni, ki bi jih sprejel razpuščeni Državni zbor, naj bi bili protiustavni, ker jih je sprejel neupravičeni oziroma neobstoječi organ. Po drugi strani Državni svet meni, da bi se razpuščeni Državni zbor lahko sestal in veljavno odločal le o nujnih zadevah. Ker v tej zadevi izpodbijani zakoni po mnenju Državnega sveta niso bili nujni, naj bi torej bili protiustavni. Ustavno sodišče se strinja z izhodično oceno predlagatelja, da je razpust Državnega zbora, do katerega pride po končanem postopku glasovanja o zaupnici vlade, odraz temeljnega ustavnega načela delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena ustave. Vendar pa je Ustavno sodišče presodilo, da ni mogoče pritrditi sklepu Državnega sveta, da je načelo delitve oblasti, to je razmerje med Državnim zborom, vlado in predsednikom republike, pri razpustu Državnega zbora in razpisu predčasnih volitev, izpeljano tako, da z razpustom preneha mandat Državnega zbora in s tem tudi njegova zakonodajna funkcija. Tako pri rednih kot predčasnih volitvah je za presojo, kdaj preneha mandatna doba Državnega zbora, odločilen 3. odstavek 81. člena ustave, ki določa, da se mandatna doba prejšnjega Državnega zbora konča s prvo sejo novega Državnega zbora. Razpust Državnega zbora in razpis predčasnih volitev zato ne pomenita prenehanja obstoja Državnega zbora. Državni zbor obstaja in ohrani svoj mandat vse do konstituiranja novega Državnega zbora. Ker je Državni zbor nosilec zakonodajne oblasti in ker je vsebina njegovega mandata, ki ga je v skladu z načelom demokratičnosti pridobil na volitvah, prav v izvrševanju zakonodajne oblasti, Državni zbor, razpuščen z aktom predsednika republike, ohrani svojo zakonodajno funkcijo, vse dokler te funkcije na prvi seji ne prevzame novoizvoljeni Državni zbor. Takšen sklep ne izhaja samo iz jezikovno-logične razlage 3. odstavka 81. člena ustave, temveč ga potrjujejo tudi druge določbe ustave, zlasti, če jih razlagamo v povezavi z načelom delitve oblasti. Na podlagi več določb ustave je mogoče utemeljeno sklepati, da ustava izhaja iz predpostavke, da se vse funkcije državne oblasti izvajajo kontinuirano. Zato ni videti razloga, ki bi izhajal iz ustave, da bi akt, s katerim predsednik republike razpusti Državni zbor in razpiše predčasne volitve, razlagali kot takojšnje prenehanje Državnega zbora
oziroma prenehanje njegove zakonodajne oblasti. Ustavno sodišče je v odločbi zavrnilo tudi očitek Državnega sveta, da je po razpustu zakonodajna funkcija Državnega zbora omejena samo na sprejemanje nujnih zakonov. Ustava ne določa, kakšen je obseg zakonodajne funkcije Državnega zbora, potem, ko ga predsednik republike razpusti in razpiše nove volitve. Vendar pa iz tega dejstva izhaja prav nasproten sklep, kot tisti, ki ga ponuja Državni svet. Odsotnost posebnih ustavnih določb o pristojnosti Državnega zbora v času razpusta pomeni, da glede tega na ustavno-pravni ravni ni nobenih omejitev. Ob tem je treba upoštevati, da v skladu z načelom demokratičnosti iz 1. člena Ustave Državni zbor pridobi svoj mandat in bistvo tega mandata je prav izvrševanje zakonodajne oblasti na periodičnih, splošnih in neposrednih volitvah. Pooblastilo posameznega sklica Državnega zbora za izvrševanje zakonodajne oblasti je pridobljeno na demokratičnih volitvah in traja vse dokler to pooblastilo na podlagi volitev ne preide na novi Državni zbor. Vsakršna omejitev zakonodajne funkcije, ki je ena od 3 temeljnih funkcij državne oblasti, bi morala Ustava izrecno predvideti. Ker ustavodajalec tovrstnih omejitev ni predvidel, razpust Državnega zbora ne vpliva na ustavno-pravno veljavnost zakonov in drugih odločitev, sprejetih v času od razpusta do konstituiranja novega Državnega zbora. To pa ne pomeni, kot meni Državni svet, da je razpust brez vsakršnega smisla, če hkrati ne pomeni prenehanja zakonodajne funkcije. Pomen akta predsednika republike, s katerim se v ustavno predvidenih primerih razpusti Državni zbor, je skrajšanje mandatne dobe Državnega zbora in začetek postopka predčasnih volitev. Ker po Ustavi mandatna doba Državnega zbora traja 4 leta, je njegov razpust ustavni predpogoj za razpis predčasnih volitev. Z aktom o razpustu Državnega zbora predsednik republike ugotovi, da so izpolnjeni ustavni pogoji za razpis predčasnih volitev. Vsebinskega vidika pa je ustavni položaj Državnega zbora po razpisu predčasnih volitev enak kot po razpisu rednih volitev. V skladu z načelom demokratičnosti pride šele s prvo sejo novoizvoljenega Državnega zbora do prenosa pooblastila za izvrševanje zakonodajne oblasti na novi Državni zbor. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo, da Državni zbor s tem, ko je po sprejetju akta predsednika republike, s katerim je ta razpustil Državni zbor in razpisal nove volitve, na podlagi odložilnega veta Državnega sveta ponovno odločal o izpodbijanih zakonih, ni prekoračil svojih ustavnih pristojnosti. Zato izpodbijani zakoni niso v neskladju za Ustavo. Prosim gospoda generalnega sekretarja, da predstavnikom Državnega sveta in Državnega zbora vroči odločbo Ustavnega sodišča. S tem je razglasitev odločbe Ustavnega sodišča v zadevi U1 23/12 končana. Predvsem smo v Državnem svetu zadovoljni, da je prišlo do odločitve v zvezi s pomembno ustavno dilemo. Naš mednarodno-pravni pogled in primerjava je prinesla razloge za precej veliko dilemo v tem vprašanju. Po naši oceni so ureditve v drugih ustavno-pravnih sistemih različne, ampak zadovoljni smo, da je prišlo do pojasnila, ki bo relevantno pojasnilo za slovenski pravni prostor. Seveda bo stroka tudi morala odgovoriti na vprašanje, ali ta odločitev, ki razrešuje vrsto vprašanj, odpira vrsto novih. Kajti v pravni stroki je bilo zaznati pomembne dileme, naredili smo korak, upam, da bomo morebitne nejasnosti v prihodnje uspeli razčistiti v slovenskem pravnem redu. Naše vprašanje Državnega sveta je bilo tukaj povsem jasno in precizno. Želeli smo, da se razčisti
ureditev delovanja državnega zbora v tako imenovanem režimu razpuščenega državnega zbora. Nismo postavljali vprašanj v zvezi s pooblastili vlade v tem obdobju. Spoštujemo odločitev Ustavnega sodišča in z odločitvijo smo vsekakor tudi zadovoljni. Morebiti vas tukaj zanima tudi v smeri sprememb ustave. Vsaka odločitev v državnem zboru, ki bo šla, morebiti bila naprej odločena v tej smeri, bo zagotovo tudi pri samih odločitvah Ustavnega sodišča v prihodnosti bila tudi upoštevana. V ustavi sta bili dve nasprotujoči določbi, ki sta omogočili različne razlage, kaj pomeni razpust in kakšne pristojnosti ima državni zbor po razpustu. Sedaj je Ustavno sodišče to vprašanje rešilo. Odločilo je, da državni zbor nima nobenih omejitev od trenutka razpusta dalje. Ta odločitev je dobra zato, da bomo v prihodnje, kadar bo prišlo do razpusta, vedeli, kakšne so pristojnosti državnega zbora. Je pa zanimiva, kar opozarja sodnik Deisinger v ločenem mnenju, da je nekoliko drugačna, kot kaže, da je bil namen zakonodajalca iz pripravljalnih gradiv. Je pa tudi pomen izraza razpust v Sloveniji sedaj drugačen kot drugje po svetu.